Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in sedaj smo začeli že novo leto. No, kako se vam je začelo? Kakšnih je vaših teh nekaj dni? Zdaj, če jaz moje pogledam, jaz sem si res vzela čas za sebe, druga zadeva pa, tako lepo se je začelo, tako lepo in predvsem sebe poslušam in ja, seveda bi imela 1000 razlogov, zakaj moram tja iti voščiti, pa tja pa. Nikamor nisem šla in sem si vzela čas za sebe in dobro se mi začelo tole novo leto. In zdaj začela bom pa govoriti prav o tem, o temeljih, ker novo leto, nov začetek, novo zdravje in govorili bomo o razstrupljanju telesa, bomo v nadaljevanju, v naslednjih videih še govorili o razstrupljanju misli, ampak predvsem razstrupljanje telesa, kandida, zakisanost telesa, težave z jetri. To je današnja tema, ker dejstvo je, da ogromno mladih deklet ima težave z vnetji, glivičnimi vnetji, nožnice, ogromno ljudi ima težave z vneto sluznico v želodcu, ogromno ljudi ima težav s tem, da jih napihuje, da imajo občutek, kot da so v 5., 6. mesecu nosečnosti in predvsem ogromno ljudi ima težave s psiho. No in dejstvo je, da skupni imenovalec vsem tem težav, vseh teh težav in bi lahko še naštevali, če vam gre mogoče brez razloga na jok, če težko zaspite, če imate občutek, da kot da vas pol manjka, če imate občutek, če recimo vam ni do spolnosti, če vas kar naprej, recimo srbi nožnica, če imate težave z belim tokom, moški, kdor ima težave z erekcijo, vse to obstaja skupni imenovalec. Pa še več, poglejte, če imate težave z visokim krvnim pritiskom, če imate težave z avtoimunimi obolenji, še vedno je eden in edini prav tisti temeljni skupni imenovalec. In to je zakisanost telesa. Dejstvo je, da samo v zakisanem telesu lahko rastejo glivice, bakterije se razmnožujejo, ker imajo primerno okolje. In zdaj, zakaj o tem lahko govorim? Sama sem predelala hudo kandidiazo leta nazaj, približno 15 let nazaj. Bila sem popolnoma sesuta, čustveno na tleh, psihično na tleh, zdravstveno na tleh. Dejansko sem se počutila, vse to, kar sem vam zdaj naštela, je bilo moje. Poleg tega sem imela hude vrtoglavice, dogajalo se mi je to, takrat so bile moje 3 hčerke še majčkene, da zvečer, ko sem jih dala spat, dejansko nisem smela se uleči, ampak sem v polsedečem položaju spala, kinkala, ker v nasprotnem primeru mi je postalo toliko slabo, da sem šla bruhat. V glavnem, vnetje po celem telesu. Dobro, jaz vem, da to mi je povzročalo preobremenjenost na večjih področjih, ki so se zložile skupaj kot potres, so mi povzročila, da moje zakisane misli so povzročile zakisano telo. Tako da, to je podlaga. Ampak o tem bomo drugič govorili. Danes bomo govorili o tem tehnično. Kaj jesti, kdaj jesti, kako se prehranjevati, da se znebite glivic. No, glivice, glejte, tudi vse glivična vnetja ali pa obolenja kjerkoli v telesu so posledica ene in iste glivice in to je kandida. Kandida je naravno prisotna v našem telesu, ker normalno, glejte, kandida in ostale glivice so namenjene, da razkrajajo telo, ki ni več za življenje. Se pravi, ko je vaše telo tako močno obremenjeno, dejansko dobijo glivice signal, ta je za odpis in začnejo opravljati svoje delo. In tudi recimo koronavirus se lahko razvija samo v zakisanem telesu. Več kot imaš kislino v sebi, bolj sigurno lahko se bohoti virus. No, zdaj pa poglejmo, kaj je treba narediti, da se tega rešite. Prva zadeva, treba je ukiniti vse belo. Bela moka, vse, kar vsebuje, vse, kar je nad glikemičnim indeksom, 50 oziroma celo 30 povzroča, da nahranite kandido. Tako da zelo pomemben je, da usvojite srednji glikemični indeks, no in o tem sem pisala, ki imam zdaj jaz tole mojo knjigo,
srednji glikemični indeks, ko imajo hormoni žur, dejansko je tukaj osnovno znanje o tem, kako kombinirati hrano. Recimo, kako se prehranjevati, vam bom preprost jedilnik povedala za nekoga, ki pogrunta, da ima kandido. No, kako ugotovite dokončno, da imate kandido? Enostavno vzamete zjutraj kozarec vode, prvo slino, ki se vam nabere, ko ostanete v ustih, pljunete noter in če nastanejo take lovke dol, pomeni, da imate kandido in da je potrebno se lotiti najprej s hrano. Pijača je še bolj pomembna. Čim manj kave, 1 do 2 skodelici maksimalno na dan, potem pomembno je, da date alkohol popolnoma stran in če imate močno zakisano telo, v tem primeru bi bilo pametno tudi kis, da ga zmanjšate na minimum. Namesto kisa pač uporabljate jogurt. Jogurt pa lahko uporabljate, probiotične jogurte lahko uporabljate. Potem naprej, dajmo pogledati prav jedilnik za kandido. Zjutraj začnete, recimo, naredite si, date jogurt, potem pa lahko date noter zmleta lanena semena, date zmleta čija semena noter ali pa samo namočena čija semena, lahko date tudi nekaj mandljev namočenih noter, lahko date ovsene kosmiče poleg in nastane tak, recimo, musli za zajtrk, oziroma lahko naredite iz tega smuti. Še boljši je smuti, zato ker če začnete dan z zelenim smutijem, v katerega date še zeleno in dodate recimo sol, ki je ključna za razstrupljanje, to je zdaj že kar dobra zadeva. No, tako boste začeli zajtrk. Potem pomembno je čez 2 uri pa pol. Nekaj od sadja, ampak sadje je že dvorezen meč. Ananas ima preveč sladkorja. Tudi jabolka nahranijo kandido, tako da lahko pa jeste kombinacijo. Recimo jabolko, pa orehe, pa jogurt ali pa kefir. Probiotične zadeve je zelo pomembno, da jih uživate, ne? Probiotična hrana je pa kefir, potem skuta, sirotka, jogurt, probiotični jogurt in tudi kislo zelje in kisla repa. No, ampak tega ne morete jesti za zajtrk ali pa za malico, lahko pa pri kosilu. No in pri kosilu je pa potem naslednja stvar pomembna, da razdelite krožnik na enake tretjine in če se boste na ta način prehranjevali, ne samo, da se boste rešili kandide, tudi shujšali boste. Poglejte, 1/3 krožnika date kuhane zelenjave. Recimo, lahko date kuhan brokoli ali pa praženo kislo zelje na čebuli. Potem 1/3 krožnika lahko date ogljikove hidrate. Zdaj pa, če gledamo, ogljikovi hidrati so pa problem, ker to je hrana za kandido. In lahko jeste ajdovo kašo, lahko jeste proceno kašo, lahko jeste riž, ki ni razkuhan, lahko jeste pirine testenine, polnozrnate testenine, nikakor pa ne krompirja. Krompir ima glikemični indeks okrog 80 in smo rekli, vse, kar ima visok glikemični indeks, dejansko nahrani kandido. No in zraven date še nekaj od beljakovin. Zdaj, sploh pri kandidi rdeče meso ni primerno, tako da v glavnem vse, kar je rdečega, odpade. Lahko pa jeste ribe in lahko jeste, recimo puran je praktično najbolj nevtralen. Za vse tiste, ki pa niste ljubitelji mesa, pa ne pozabite na beljakovine, ker jih vaše telo vseeno potrebuje. Zato potrebujete pri kosilu, lahko recimo tofu uporabljate iz soje, lahko, če jeste popečen recimo sir za žar, je tudi primeren, ampak ne, spet pomembno, mora biti zelenjava in mora biti tudi sveža zelenjava. In ta trenutek sveža zelenjava je najboljš kislo zelje. Oziroma ne kislo zelje, ga boste težko jedli, zato ker če imate vnetje v želodcu, vas bo to pač peklo. Lahko pa sveže zelje, kitajsko zelje, radič, rukola, vse, kar je grenko, ima ogromno snovi, ki deluje proti kandidi. No, to je zdaj kosilo, čez 2 uri pa pol morate imeti malico, recimo malica popoldanska bi bila lahko, recimo zmešate skupaj skuto, avokado in pojeste vse to z stebli zelenjave, recimo kot je, narežete korenček, narežete papriko, lahko tudi stebelno zeleno in noter pomakate in nekaj oreščkov zraven. Recimo,
Pri kandidi najbolj se obnesejo namočeni mandlji. No in potem pa večerja. Večerja pa v bistvu najbolj ključna. Ali boste nafutrali to kandido, ali pa jo boste dejansko zmanjšali. No, zdaj še eno stvar vam moram povedati, preden grem na večerjo. Ko začnete dieto proti kandidi in za razstrupljanje jeter, se lahko zgodi, da tale vaša glivica ne bo preveč srečna in da po parih dneh se boste počutili, kot da vas je druga ne morem reči, premlatil. Boli vas povsod, vsak sklep, imate občutek, da ste stari 100 let. In to je, kandida je glivica, glive, gobe. Pomislite, mi ko stopimo jeseni, ko gremo po gobe na to prašnico, se pokadi. Ravno tako se dogaja s kandido, ko vi začnete boj proti kandidi, spusti strup. In kakšen dan vas lahko pošteno glava boli, ampak vztrajate. Ne reči, meni to ne paše, ampak vam paše, samo pač ne tega uporabljati, ne obupati. Zdaj pa naslednja stvar je pomembna. Veliko je treba piti. Dajte začeti piti, prav za razstrupljanje jeter in za odstraniti kandido. Čaj zelo pomemben je žajbelj, 3 minute ure in potem na koncu dodate še malo pelina. Pelin je pa dejansko za vse notranje zajedavce in jih bo dobesedno pomedal. Še en tak star recept prav za pelin. Lejte, kaj naredite. Če imate slutno, da mogoče, da imate kakršnekoli zajedavce v vašem telesu, v tem primeru v pelinkovec namočite vato, no, se opravičujem, in to vatko nalepite na popek. Enkrat sem imela eno predavanje in je bilo tako, da sem to razlagala v vsemu zanosu in rečem, in si pelinkovc date na popek. In se en jav in reče, a to celo flašo? Ne, ni treba celo flašo, dejansko date na popek, date vatko in to lahko naredite tudi pri otrocih, če imate slutno na to, da imajo mogoče kakšne zajedavce. No, potem pa gremo na večerjo. Večerja, lejte, mleko ni primerno za kandido, ker jo futra. Kruh, pri otrocih razni čokolinoti, absolutno odpade, lahko si pa zvečer naredite zelenjavno omleto in sicer date čebulo, papriko, lahko date še česen noter, popečen česen je odličen proti kandidi in čez date jajček, zmešate in to pojeste. Lejte, predvsem ne s kruhom, ker če boste kruh jedli, boste spet nafutrali vašo kandido in ta vaša glivica bo cela srečna in poleg tega, kaj dela glivica, sporoča ves čas v možgane, daj mi več cukra, jaz hočem cukor in zato imate kar naprej občutek tisto, kaj cukra. No, naslednja stvar pri cukru, komur ves čas sporoča telo, da želi sladkor, predvsem manjka kroma. In krom ga pa največ dobite drugače v gobah in vložene gobe so odlične tudi pri kandidi. Tako da lahko zvečer recimo jeste vložene gobice in dobite ne samo krom, ampak dobite tudi beljakovine in če zraven pojeste recimo še kakšno skuto, je to lahko odlična večerja. Zdaj, če pomislim, kaj je še pomembno pri kandidi. No, to sem rekla, pomembno je, da dovolj pijete, da spirate. Naslednja stvar, kar je pa pomembna, če imate konstantna vnetja, pomaga tudi borovo lubje. Borovo lubje skuhate in delate, ženske tukaj govorim, sedeče kopeli. Tudi recimo za moške, ki imajo lahko kandido razbohoteno in imajo kar naprej težave s hemoroidi, v tem primeru si ravno tako lahko naredijo sedečo kopel, se pravi, skuhamo čaj, ga ohladimo in se potem dobesedno usedemo, pa ne v lonc, ampak v kakšen lavor. Si predstavljate? Pa je že zgleda tako, kot tista pesem. Trzinka, trzinka, na raufang se je usedla. Ni treba, tako, majčkeno drugače. No, v glavnem, malo za šalo, malo za res. Zdaj sem povedala kar precej stvari, kaj lahko delate tako tehnično. Od spodaj pod videom vam bom dala povezavo, lahko pa vtipkate v Google, se pravi Minka Gantar Kandida in boste dobili tudi seznam živil za razkisanje. To si lahko naložite, brez problema. Zdaj pa naslednja stvar in to bo pa naslednji video, kaj lahko naredite pri kandidi in katera prehranska dopolnila vam pomagajo.
Naprej bom govorila iz svojih izkušenj, kako sem se jaz rešila kandide in ko sem šla k zdravnici, ker sem imela res velike težave, je rekla, no, dejte, danes ima kandido že kar vsak. Tako, kot da je modna muha, kot da si izmišljujem nekaj. Ampak dejstvo je, ja, zaradi poplave, hitre hrane ali pa predelane hrane, bele moke in pomanjkanje hranil in zaradi predvsem stresnega načina življenja, ja, zakisanost telesa je danes močno prisotna. Tako da, bolj ko bomo šli nazaj na tisto zdravo hrano, zelje, pa kisla repa, pa kislo zelje, pa še kakšna domača zadeva, glejte, skuta sirotka, to je v bistvu nekaj, na čemer so naši predniki zrasli. Stročnice vemo, da imajo ogromne B-vitamina, tudi stročnice so fajn, da jih uporabljate, pa špinača, v glavnem vsa zelenjava je za razstrupljanje in boste videli, res se boste dobro počutili. Zdaj pa naslednji video o prehranskih dopolnilih, ki pa takrat pomagajo, ko s hrano ne pridete nikamor več. Tako da imejte se lepo in, glejte, mogoče je zdaj čas po novem letu, da ne samo, da se znebite kakšne odvečne kile, ampak tudi zajedavcev. In začnemo najprej na fizični bazi. Imejte se lepo.